čemu daj. Pesmica naša srca oglaša, Božja ljubezen prenaj iz nas. Dragi otroci, lepo pozdravljeni, spet smo skupaj. Danes smo že 16. dan šmarnic in ime današnje zgodbe je Svetniki se znajo smejati. No, začnimo prej z molitvijo in se skupaj lepo pokrižajmo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Umetniki so posebna vrsta ljudi. Na svet gledajo drugače in ga razumejo čisto po svoje. Med njimi so slikari, pisatelji, razni plesalci in razne različne vrste umetnosti. Slikar, ki ga bomo danes omenili, eden od takšnih slikarjev, je tudi Janez iz Fiesole. Zanj je bilo značilno, da je veliko molijo in da se prepustijo Bogu in Bogje vodijo na nenavaden način poteze njegovega čopiča. In tako je ustvarjal zelo lepe slike, ki so izžarevale njegovo duhovno življenje. Z vami bom danes podelila tudi eno lepo zgodbico o svetniku, ki se je zelo rad pohecal z ljudmi in jih nasmejal. Ker, kot vemo, vsi lahko postanemo svetniki, svetniki so bili samo navadni ljudje, lahko postanemo svetniki, če se zato trudimo iz dneva v dan in zvesto hodimo iz dneva v dan za Kristusom. Pomembno je tudi to vsem tem, da se recimo radi in veliko smejimo. Saj pravimo, saj veste, smeh je pol zdravja, jaz bi pa rekla, da je tudi smeh ogromno večnega pozdravlja. Sedaj prisluhnimo skupaj zgodbici današnjih šmarnic. Svetniki se znajo smejati. Zdi se mi, da so bili svetniki preveč resni ljudje, je pripomnil Peter. Se svetniki niso znali smejati? To pa ne drži, Peter. Svetniki so se znali tudi smejati. Tak je recimo Filip Neri. Živel je v Italiji pred približno 500 leti. Najprej je bil trgovski pomočnik pri stricu, vendar tega dela ni opravljal z veseljem. Zato je odšel v Rim, kjer je bil najprej učitelj pri neki družini. Filip Neri je bil zelo pameten človek. Je bil tudi duhovnik ali škof, je zanimalo Tamaro. Pravzaprav najprej ni bil duhovnik. Začutil je Božji klic, naj skrbi za reveže. Obiskoval je skrajno zanemarjene bolnike, jim skušal postreči ter jih razvedriti. Hodil je po rimskih ulicah in iskal stike z ljudmi. Ljudje so radi poslušali njegove šale. Zastavljal jim je vprašanja, s katerimi je vzbujal njihovo pozornost. Ko si je pridobil njihovo zaupanje, so mu odkrili svoje težave, tudi duhovne. Tam, kjer duhovniki niso imeli nobenega uspeha, je ta mladi mož uspel napraviti pot za Boga. Mogoče mu je uspelo prav zaradi tega, ker ni bil duhovnik in so ga ljudje raje sprejeli, je pomislila Manca. Ali pa je bil uspešen, ker se je šalil in ni bil strog in resen, je razmišljala Tamara. Pa je pozneje postal duhovnik, je zanimalo Petra. Da, pozneje je postal duhovnik, je pokimal Serafinček. Ko je bil pri rimski družini kot hišni učitelj,
je obenem tudi študiral, zato je imel dovolj znanja. Ko mu je bilo 34 let, se je na ukaz spovednika dal posvetiti v duhovnika. Na ukaz spovednika, se je čudio Peter. Da, na ukaz svojega spovednika. Ko je postal duhovnik, je tako kot predtem živel v največji skromnosti. Večkrat je poudaril, da je vedno ljubil revščino, nikoli pa ne snage. Če je nekdo reven, še ne pomeni, da ne more skrbeti za svojo snažnost. Pa je še vedno skrbel za reveže, je zanimalo Tamaro. Seveda, še vedno je skrbel za reveže. Veliko pa je tudi spovedoval. Večino dneva, tudi po 15 ur, je presedal v spovednici. Ker je bil moder mož, so mnogi hodili k njemu in ga spraševali za nasvet. Vodil je preproste in imenitnike, berače in kardinale. V srcu je nosil tudi željo, da bi šel v misijone v Indijo. Toda spovednik mu je dejal, da je njegova Indija Rim. Če bi jaz nekaj želela, ne bi poslušala župnika, je ugovarjala Manca. Moji načrti so moji in ne želim, da mi jih kdo spreminja. Filip je postal apostol Rima in njegov misijon je segal od papeža do zadnjega pobalina. Se ni dal zmotiti angelček Serafinček. Z otroki se ni nič družil, je zanimalo Petra. Nasprotno, otroci so ga imeli neverjetno radi. Z mladino je hodil v naravo in jim ob tem, kar so videli, skušal približiti Božjo lepoto. Bral jim je iz dobrih knjig, skušal jih je pametno zaposliti in jih navajal k temu, da so obiskovali starčke, bolnike in reveže. Danes bi rekli, da je bil pravi ljudski duhovnik, je pripomnila Manca. Drži, bil je pravi duhovnik, za ljudi se je strinjal Serafinček. Takšni bi morali biti vsi duhovniki. Dragi otroci, to je res ena prelepa zgodba o enemu tako svetemu, enostavnemu duhovniku, človeku velikega srca, kateri je z veliko ljubezni, z veliko duha in z veliko miru, ki ga nosijo v sebi, nosijo luč temu svetu. In res tudi mi vsi smo lahko luč drug za drugega. Naloga današnjega dne, da še naprej otroci pozorno poslušate šmarnice, ki jih mi vsi skupaj za vas tako skrbno pripravljamo. In s srcem seveda. Sedaj bomo pa zmolili še eno lepo molitvico skupaj, ki sem sigurna, da jo poznate. Molitev je pod tvoje varstvo. Tu je naša gospa, Marija, presveta devica, Marija, mati Božja iz Lurda, tam je pa Petrovška, mati Marija, ki se tako lepo smeje z oltarja. Po tvoje varstvo pribežimo, sveta Božja porodnica, ne zavrži naših prošenj v naših potrebah, temveč reši nas vsela iz teh nevarnosti. O častitljiva in blagoslovljena devica, naša gospa, naša srednica, naša besednica, s svojim sinom nas pravi, svojemu sinu nas priporoči, svojemu sinu nas izroči. Prosi za nas, sveta Božja porodnica, da postanemo vredni obljub Kristusovih. Sedaj pa še vzkliki skupaj. Pomoč kristjanov, prosi za nas. Kraljica angelov, prosi za nas. Kraljica vseh svetnikov, prosi za nas. Petrovška mati Marija, prosi za nas. Dragi otroci, lepo bodite in do snidenja jutri. Vse dobro vam želim. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
Maria, oh Maria, oh Maria, oh Maria, kako si lepa ti. Zvezde se nad glavo ti ležijo, angeli te s pesmijo slavijo. Oh Maria, kako si lepa ti. Tvoj smehljaj blaži nam bolečine, tvoj pogled nas vabi v višine. Oh Maria, kako si lepa ti. Ti mladini kaži pot lepote, ti nas uči čistosti dobrote. Oh Maria, kako si lepa ti. Ko prišel za nas počas ločitve, tvoje naj nas peljajo molitve. Oh Maria, kako si lepa ti. Oh Maria, kako si lepa ti. Kako si lepa ti. Kako si lepa!